Živijo, jaz sem narednik Trevino iz policije v Longview. To je obvestilo, da boste zvočno in slikovno snemani. Kaj? Soočenje z morilcem. Našli bi ga več 100 milj stran od njegovega krvavega prizorišča zločina. Enote na poti. Vse, kar imam, je visok B osumljenec. Imel je klobuk. Imamo na novo objavljen posnetek s telesne kamere med posredovanjem. Kje je morilsko orožje? Nisem vprašal. Kje je morilsko orožje? In kaj je storil morilec, ko so ga preiskovalci soočili z intenzivnim zaslišanjem? Spremljamo primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Ta zgodba se začne s klicem na pomoč zunaj hiše v okrožju Cowlitz v Washingtonu, tik severno od meje z Oregon. Bilo je okoli poldneva in v hiši sta bila dva človeka, ki sta bila na tleh in zdi se, da sta bila zabodena. Kaj se dogaja? Preprosto je pobegnil. Kaj? Preprosto je pobegnil. Ne vem, kaj je. Pobegnil je. Je bil v avtu? Tega dela nisem videla. Je visok. Rekla bi, da ima okoli 6 čevljev. Bell? Bell? Enote se odzivajo. Vse, kar imam, je visok B osumljenec. Imel je klobuk, smer neznana. Sem na kraju dogodka, kličem reševalce. Grem noter. V redu, bom poklicala. Tukaj ni nikogar drugega. Ja, sta dva LV in potem v resnici so trije. Eden spi v posteli, drugi pa in potem še dva LV. Longviewska policija. V hiši so našli Dawn Peters mrtvo, zabodena je bila v vrat. Drug moški je bil odpeljan v bolnišnico. Njen svak, tudi on je bil zaboden. Ali veste, ali je odšel peš ali z avtom? Mislim, da je odšel peš. Tako je rekel Leroy. Zdaj prihaja. Ali veste, kdo je ta oseba? Ne poznam ga, on je samo zaboden je. Osumljenec je bil opisan kot visok, vitek moški, ki je pobegnil. Policija je povedala, da imajo posnetek nadzorne kamere, ki prikazuje osumljenca, kako beži s kraja zločina. In šokantno je, da so s tem osumljencem komunicirali že nekaj ur pred umorom. Hej, tukaj je narednik Trevino, policija Longview. Ta stik se zvočno in slikovno snema. Kaj? V redu. Sem iz policije v Longview. Sem narednik Chris Trevino. Moj stik z vami se zvočno in video snema. Ali to razumete? V redu. Kaj pa jaz počnem? Torej, avto, iz katerega ste pravkar izstopili, je to vaš avto? Pravzaprav je to od mojega strica in bo kmalu registriran. Ni ukraden. Imam nalog za svojo aretacijo. Tako da mislim, kako ti je ime? Moje ime je Alexander Rogers. Alexander, v redu. Torej, to je bilo nekaj ur pred umorom, ko je policija ustavila Alexandra Rogersa, ker so registrske tablice na njegovem avtomobilu ne ustrezale vozilu. Policija je uporabila ta posnetek s telesne kamere, da bi identificirala Rogersa, ko so potem, ko je pobegnil s kraja zločina, zanj razpisali nacionalno iskanje. Ta avto ima potekno registracijo, redne tablice. In kot veste, te tablice pripadajo Volkswagenu. Ja. Torej, tih tablic ne morete kar predstavljati, dokler ne greste na urad za motorna vozila. Če jih bodo tam prepisali na BMW, potem je to v redu. To vas bo stalo $360. Wow. Ravno sem bil na poti, to je zjutraj. Nameraval sem iti po nakupih in potem gor, da to naredim. Zdaj, ne mislim nič slabega. Mi problema. Nimam besed. Hej, cenim to. Zdaj te bom spustil. Samo poskrbi, da odstraniš tablice, prav? Seveda, V redu, hvala. Oprosti. sem v težavah. Ure kasneje je ta moški vstopil v hišo in zabodel Petersovo vrat ter jo ubil. Zabodel je tudi njenega svaka. Prepeljali so ga v bolnišnico v kritičnem stanju. A je preživel in bil zelo pomembna priča, saj je povedal, da jo je napadel njun hišni mojster Rogers. Povedal je, da je Rogers vstopil v hišo, zahteval denar in ko sta rekla, da nimata denarja, jo je Rogers napadel s kirurškim nožem. V 7 dni je bil Alexander Rogers na begu. Na koncu so ga izsledili več 100 milj stran v Los Angelesu. In potem so mi povedali, da imam nalog za aretacijo zaradi umora. To me je zelo presenetilo. Sem si rekel, kaj? Veste, sem si rekel, to ni mogoče, ker ne ubijam nikogar. Jaz tega preprosto ne počnem. Tako sem prišel sem in zdaj je vse pred mano. In sem se zataknil v oblačili za čevlje in obtičal v celici. In od takrat naprej sem čakal na vas ali na nekoga, ker so rekli, da me bo prišel zasliševati zasliševalec. In potem sem slišal, da sta dva. In sem si rekel, no pa dejmo pač. Veš, ker sem hotel vedeti, kaj za vraga se dogaja. Seveda, zagotovo. Tudi jaz bi rad vedel. Ker očitno je nekdo omenil moje ime v zvezi z nečim. Veš, torej, mislim,
Ne poznam veliko ljudi tam zunaj. Rogers trdi, da nima pojma, zakaj so ga policisti pridržali. Policija pravi, da imajo posnetek nadzorne kamere iz soseske, ki prikazuje, kako beži s kraja zločina. Prav tako pravijo, da je odvrgal svoj mobilni telefon v McDonald'su, preden je pobegnil v Kalifornijo. In pravijo, da je to storil, ker je vedel, da ga lahko izsledijo preko njegovega telefona. Zakaj sem tukaj? Ne bom govoril o nobenem članu svoje družine. Moja družina ni nikogašnja stvar. Alex, imaš kakšne hobije? Ja. Mi lahko kaj poveš o tem? Ne. Poskušam sodelovati z vami, ampak veste, jaz sem rad bi prišel do bistva. Zakaj sem sploh tukaj? Prišli bomo do tega. Poskušamo razumeti, odkot prihajate in kakšno je vaše ozadje. Ni pošteno, da bi prišli sem in takoj začeli. Veste, radi bi spoznali vaše ozadje. Ali ste pripravljeni sodelovati pri tem? Ja, rad delam. V redu, tudi jaz. Kakšno delo pa upravljaš? Rad delam v restavracijah. V redu. Ja, rad delam kot pomivalec posode v restavracijah. To je pač to, kar počnem, ker rad delam med ljudmi. Ja. Veš, sem velik, imam veliko srce. Veš, preprosto rad delam med ljudmi. Preprosto rad vidim nasmehe ljudi in kako lepo govorijo in take stvari. Veš, preprosto rad sem v takšni družbi. Res. Rad imam ljudi. Zato delam v restavracijah, veš, karkoli lahko naredim. Kakršnokoli delo. Ne maram ravno težkega dela, da ne bo pomote. Samo rad se sprostim in delam po svoje, recimo pri pomivanju posode. Veš, to je, veš, delo tik ob nekom. Ja. Pa veš? Ti je všeč timsko delo? Ja. Ja. Razumem. In vsakdo, ki me pozna ali ve zame, lahko vidi, da nisem slab človek. Nisem slab človek. Delam dobro, veš, želim delati dobro. To je edina stvar, ki bi jo rad počel, ker želim iti naprej. Katere so dobre stvari, ki jih počneš? Mi lahko kaj o tem poveš? Ne, jaz delam to, kar naj bi delal. Ja. Hočem 2 ali 3, karkoli. Ampak grem ven in poiščem delo, kadarkoli dobim priložnost. Če najdem delo, ga obdržim, veš. Veš. Ampak jaz sem oseba, ki želi nekaj doseči. Samo iti naprej. Videti nekaj, kar je treba narediti. Res sem dober pri delu, če dobim nalogo in jo opravim. Grem tja, kamor moram iti in se nato vrnem nazaj na delo. To je vsakodnevna stvar. Ampak mi ni težko, dokler je to nekaj, kar rad počnem. Prav nekaj, kar te žene naprej, kar te spravi v pogon. Ja, zato delam v restavracijah. To je pač nekaj, kar rad počnem. Veš, delati z dobrimi ljudmi. Če si v restavraciji, so to dobri ljudje. Praktično kamorkoli greš, v restavraciji ali na delovnem mestu, so to dobri ljudje, veš, ker radi so v družbi drugih ljudi. To je tisto, kar rad počnem. Večinoma tudi pošteni. Ja, mislim, rad sem v družbi ljudi, veš, za začetek sem kristjan. In grem k tebi. Si rekel, da si kaj? Christian. Kristjan, pa Hodim v 3 različne cerkve in namesto, da bi šel ves čas samo v eno, je to zaradi srečevanja ljudi. Prav. Srečevanja ljudi, veš, res ljubečih ljudi. Ampak jaz bi bil več med bolj ljubečimi ljudmi, to je to. Zato hodim v različne cerkve. Kristjan sem, veš, v eni cerkvi je majhna skupina. Lahko hodijo tudi v druge cerkve. Tako te bodo drugi ljudje vprašali, v katero drugo cerkev hodiš in jim lahko poveš. Reci, samo hodim naokoli, veš. Več kot je kristjanov, bolje je. Veš, ker imajo vsi dobra srca. Veš, kako dolgo si že kristjan? Odkar sem bil star približno 7 let, nekaj takega. Veš, ko sem bil mlajši, sem hodil v krščansko šolo. Katero? Veš, poznaš Longview ali Kelso? Christian. Tam. Christian. V Kelsoju je bil center krščanske znanosti. Bila je velika bela cerkev v Kelsoju tam. Na vrhu hriba v Kelsoju, takrat je bila to velika bela cerkev. Policija se pogovarja z Rogersom o njegovi preteklosti in ga skuša celo nekoliko sprostiti s ponudbo gazirane pijače. Z veseljem ti pomagamo, Alex. Poskušamo ti pomagati? Ni nobenega problema. Poskusite ga spraviti po konci. Še kaj?
Želim dobiti več. Tako, zdaj ti je uspelo, tokrat si ga nagnil. Hvala ti, stari dobri Pepsi ptič, igraj. Oprosti, s tem se boš moral sprijazniti. Brez skrbi, prijatelj. Zdaj, ko sem bil star 42 let. Zdaj, ker si se spahnil, prosim povej, zakaj so tam. Torej, Aleksej, nisi prav dolgo v Kaliforniji. Kaj te pripeljamo samo? Samo na obisku sem, veš. Ljudje potujejo, ljudje hodijo na obiske. Nisem bil še tukaj, zato sem samo na obisku. Je tukaj spodaj kaj posebnega, kar sem prišel pogledat? Ne. Ne, nisem bil tukaj, da bi koga obiskal. Pač še nisem bil tukaj. Samo slišal sem, da je tukaj lepo biti. Hotel sem si ogledati kakšno plažo. Ja, razen da nisem pri Long Beachu v Kaliforniji. Ampak, oprostite. Ne, prišel sem sem za kratek obisk, potem pa sem nameraval iti nazaj v Washington, odkoder prihajam. Torej, tam imam ljudi, tukaj pa nimam nikogar. Ampak v Washingtonu imam ljudi. Tako da... Ti je plaža všeč? Okay. No, če bi jo lahko našel, veš mi je všeč Long Beach v Washingtonu in v Washingtonu plaža mi je všeč. Je kaj takega, kar ti je na plaži posebej všeč, kar te resnično spravi v dobro voljo? Ali kaj? Je mirno? Opazovanje valov. In sprehajanje gor in dol. Na plaži, če imaš kakšne misli v glavi, samo mirno razmišljaj, poslušaj ptice, malo se poigraj s peskom, opazuj ljudi in njihove družine, kako se igrajo v vodi. Nekateri ljudje, nekateri fantje deskajo, veš. Ali imaš otroke? Ja. Verjetno bi padel z deske. Verjetno bi bilo istočasno. Ne, nisem izurjen v tem. Za katere stvari pa si izurjen? Ja, samo živim življenje. Ja, imaš še kakšne druge glavne hobije? Ali kaj, kar si počel, ko si odraščal? Ne, nobenih veščin za delo, ne, jaz sem samo delaven človek. Ja, to je vse, kar rad počnem. Veš, če mi eno delo ni všeč, poskušam najti drugo, ki mi je prav tako všeč in je bolje plačano. Veš, tako. Ampak hobiji. Branje. Rad berem. Kaj rad bereš poleg Svetega pisma? Všeč mi je Sveto pismo, ja. Ampak, na primer, dramske knjige ali knjige Cliva Cusslerja. Obstajajo tudi knjige z zgodbami, veš. Policija na to omeni njegovo žrtev. Kako poznaš Dona Petersa? Don Peters? Ja. Don Peters? Ja. Ne poznam nobenega Dona Petersa. Hej, kaj pa Andrew Peters? Andrew Peters? Andrew? Ne poznam nobenega od teh tipov. V redu. Ne poznaš nikogar v Longview na Trurumi Lane? Kdo? Na Trurumi Lane. Mogoče tega nisem ujel, jaz... Poznam Longview in Kelso, ampak takih krajev je veliko. Ne, naj ti postavim hipotetično vprašanje. Alex, kaj pa če ti povem, da si bil v tej hiši, o kateri sem te pravkar vprašal, ker si na videoposnetku, kako si tam. In morda si zmeden glede tega, kaj te sprašujem. Morda te ljudi kličeš z drugim imenom. Delo, ki si ga tam že opravljal. Te ljudi kličeš z drugim imenom. Te ljudi kličeš z drugim imenom. Morda si v zadnjem času za koga kaj delal? Delal sem za ljudi. Okay. Delal sem za veliko ljudi. Imaš kakšno posebno stranko ali ljudi, s katerimi si delal v zadnjih nekaj mesecih? Ne, se spomniš? Res ne vem, če imam kakšno stranko. Se spomniš imena koga, ki bi morda v zadnjem mesecu ali dveh potreboval delo na strehi ali kaj podobnega? Kaj prosim? Kot na primer polaganje strešnih skodel na terasi ali kaj podobnega. Ali pa kakšno delo na strehi terase. Skodle na terasi. V redu, ja, v redu, ja, v redu.
Nam lahko malo več poveste o tej službi? Delo je samo polaganje skodev na teraso. In? To je to, veste. Ko sem bil mlajši, sem se naučil polagati strešnike na strehe, ampak to je bilo v bistvu vse. Vest. Ali veste, kdo so bili tisti ljudje? Ne, ne nujno. Kam ste dobili to službo? Nekdo me je imenoval, zato niso povedali ničesar o tem, kje je delal, tako da preko drugih ljudi. Lahko poveste bolj natančno kdo? Lahko poveste bolj natančno kdo vas je tja usmeril? Jaz samo hodim naokoli in iščem priložnost na dela. Gledam oglasne deske v Safewayu, take stvari. Povprašujem naokol in hodim v cerkve, povprašujem za priložnost na dela. Torej, ni bilo nikogar posebnega, ki bi ti uredil tisto delo pri tistih ljudeh? Nekdo jih je moral poznati, nekaj tazga, veš, ampak jaz grem tja, kamor mi rečejo, naj grem. Moram to upoštevati, za vsak slučaj. Res ne poznam nikogar v Longview v Kelsu, samo grem ven in vprašam za delo in hodim v cerkve. Veš, spoznam te ljudi, ampak ljudje poznajo ljudi, veš, ljudi. Ljudje poznajo več ljudi, kot jih jaz poznam. Ampak jaz se pač ne gibljem toliko naokoli. Hodim po restauracijah in iščem delo. To je vse, kar počnem. Kako pa ti hodiš naokoli? Kako hodim naokoli? Večinoma tečem, hodim ali pa se vozim s kolesom. Kako si prišel v Kalifornijo? Potoval sem. S čim? Potujem z avtobusom. V redu. Vemo, da je bil tvoj črn avto v Kaliforniji, kaj ne? To veš. Šerifov urad okrožja Los Angeles je govoril s tabo pred nekaj dnevi, kaj ne? Ne zavajam te, to je preprosto. No. V redu, no, ali veš za črn avto? Ja, jaz vozil sem črn avto, seveda. Ni moj. Kakšen avto je to? Kakšen avto? Bil je. Bil je BMW, ja. Kako dolgo ga že imaš? Tisti ni bil moj. Kako dolgo ga že voziš? Verjetno sem ga vozil približno 2 dni. Ta morilec je pravkar naredil veliko napako. Ujetno leži med zaslišanjem. Policija nato pove Rogersu, da vedo, da je ubil Dona Petersa in postane napeto. Tako ne bi smelo biti nobene zmede. Ja, in V redu, kaj te bega? to, da imam nalog za umor. Za umor? No, v tisti hiši je bilo več ljudi, ki so bili ranjeni. V redu. In obstajajo priče, kaj se je tam zgodilo. V redu? In tvoje ime se je pojavilo v tem. Kaj? Nekateri ljudje so bili poškodovani. V redu. Eden je mrtev. Vaše ime se je pojavilo v tej preiskavi, zato obstajajo priče. Nasproti te hiše je kamera, neposredno nasproti. V redu. In klic na 911, ki je čudno, pride ravno takrat, ko odhajate. Zakaj bi v vašem avtu našli krvava oblačila? Krvava oblačila v mojem avtu? Pravimo. Edina stvar, no, to je avto, ki sem ga vozil, ampak ni moj avto. Ni moj avto. Ne sprašujem o avtu, sprašujem vas o tem, da so našli kri na oblačilih v vašem avtu v celotni sliki te preiskave in o tem, da ste bili imenovani kot osumljenec. Vem, to so mi povedali. V redu. Sprašujem te, kaj veš, Alex? Sprašujem te samo za resnico, človek, to je vse. Sprašujem za resnico in ko to razčistiva, lahko govoriva o tem, zakaj se je to zgodilo. Ampak ne, mislim, da si slab človek, mislim, da si priden delavec, si pošten. Mislim, da si trenutno v težkem položaju in nočeš biti v njem. Ampak mi ne govoriš resnice in obstaja veliko dokazov. No, ljudje res imajo oblačila v svojih avtomobilih. In včasih več delajo na mestih, kjer se lahko urežejo ali kaj podobnega. Ampak samo vem, da si zdaj živčen, ker vidim, kako sediš. V redu sem, niti treba skrbeti zame. Prosim te, da mi poveš celotno zgodbo, človek,
ker res ne mislim, da si slab človek. Mislim, da ima vsa ta stvar v zadnji in rad bi ga slišal. V redu, naj to povem. Čakal sem na to. V redu? V redu, nekdo je. V redu. Zoper mene je izdan nalog za aretacijo zaradi umora. Res? V redu. V redu, ja. V redu, zdaj pravite, da so kamere nameščene? In rekli ste, da je tam kamera, nekaj takega. Se vidi, kako zapeljem z dovoza. Ne. Samo prosim te, da mi poveš, zakaj. V redu, zdaj zakaj? Zakaj se je to zgodilo? Kaj se je zgodilo? Nisem, pusti me, da končam, prosim. Ponovi boš, kaj sem ti povedal. In jaz že vem, kaj sem ti povedal. Sprašujem te, zakaj. V redu, zaradi drugega razloga, zaradi nečesa drugega. Kje je morilsko orožje in kaj je bilo to? Ni nujno, da je morilsko orožje. Ja, mora biti, da nam lahko nekaj poveš. Nekdo, mora obstajati morilsko orožje. Točno tako, to so mi že povedali. Moj oče je že dolgo časa policist in preiskovalec. Vem, da je moj oče študiral in poznam druge ljudi, ki so mi to povedali. To je tvoj oče. In poslušam svojega očeta. Mora obstajati morilsko orožje, da bi lahko nekoga obtožili umora. In jaz nimam ničesar od tega. Torej, mislim, to je tisto, kar poskušam ugotoviti. Kje je morilsko orožje? Nisem te vprašal. Kaj je morilsko orožje? Alex, nisem te vprašal o morilskem orožju. Vprašal sem te, zakaj si to storil. Zakaj sem naredil kaj? Nisem naredil ničesar. Kje je morilsko orožje? Kje je? Kaj je morilsko orožje? Kje je? Če mi tega ne moreš povedati, sem končal. V redu. Veš, kaj je to? Očitno ne veš, ker tudi jaz ne vem, kaj je to. Nisem ničesar naredil. Alex. Niti ne veš, kaj naj bi bilo morilsko orožje. Da bi nekoga obtožili, mora obstajati morilsko orožje. Pika. Ne. Da. Ne. Mora biti morilsko orožje. To ni res. In če ni morilskega orožja, ne morete nikogar obtožiti. Ker ima morilsko orožje na sebi, DNK nekoga, o čemer smo govorili, ali prstne odtise, v redu, ali celo kri, da bi lahko DNK na njem primerjali z nečim drugim. In zakaj mi ne govoriš naravnost? Govorim. Nimate nobenega morilskega orožja ali česa takega, ker nisem naredil ničesar. Če nimate nobenega morilskega orožja. Če nimate nobenega morilskega orožja. V tvojem avtu je nož. Ne vem, če je to moj. Ja. V redu, prav. To je ribiški nož. V redu je. To je prišlo iz ribiške škatle. Kar preverite to. Prosim, preverite tisti nož. V redu je, prosim, preverite tisti nož. Prejmo. Prosim, ne. Prosim, preverite tisti nož. Za kakršenkoli DNK, ki pripada kateremukoli osumljencu, ki je bil, ali pa osebi, kakorkoli, ki je bila v hiši. Prosim, preverite ga. Prosim, preverite nož. Tam bom, ko boste preverjali tisti nož. Naredite to. Ne. Prosim, preverite tisti nož. Vem, kako izgleda tisti nož. Je v črni nožnici. Je ribiški nož za rezanje rib. Da. Prosim, preveri ga. V redu. Lahko razložiš preostalo? Kaj naj še razložim? Tisti dan si tam. Takrat si tam. Pride kric. Nimaš nobenega morilskega orožja, človek. Ne veš, kaj je to. Našel si nož v tistem avtu. Prav. Ja. Naj te nekaj vprašam. Kaj pa, če je kri na oblačilih in predmetih v tvojem avtu kri nekoga drugega? Tam... Na nobenih oblačilih v avtu ni krvi. Prav. No, forenzični strokovnjaki to pregledujejo. V redu, prav. O tem ti poskušam govoriti, Alex. Poskušam dobiti celotno sliko. Tvojo plat zgodbe, tvoje mnenje in ozadje. Kaj je pripeljalo do tega? In nima nobene zveze s tem, o čemer te nisem nikoli vprašal. Kakšno orožje? Za umor mora obstajati orožje. Lahko je kij, lahko je nož, lahko je karkoli, kar lahko ogrozi ali ubije nekoga. Lahko je ledena... Ja. Veliko umorov se zgodi z golimi rokami. Seveda. Ampak to ni primer, o katerem govorimo tukaj. Nimate nobenega morilskega orožja, ker sploh ne vem, o čem govorite. Alex, Ne veš, kaj je to. poslušaj me.
Prosim, Ja. poslušaj me. Prav, prav. Oprosti, oprosti. Globoko vdihni, no, dvigni roke. Za umor ni potrebno imeti morilskega orožja, da se zgodi umor. Naj to drugače povem. To je pero. V redu? Poslušaj me, če bi vzel to pero in ga vrgel po hodniku, to še ne pomeni, da nisem s tem istim peresom pisal zapiskov. Te besede so bile še vedno zapisane na papirju. Gre samo za to, da pero ni več pri meni, razumeš? Torej nisem nesramen. Poskušam povedati to, kar želim povedati, na način, ki ima smisel. Še vedno lahko nekoga zbodeš s tem peresom in ga ubiješ. Lahko, ampak ne govorim o tem, da bi pero uporabili kot orožje. Govorim o tem, da se pero uporabi za pisanje nečesa in potem to pero gre nekam drugam. Sem zavržen. Prav, in potem to ne pomeni, da so bile besede napisane na papirju, sploh bi daj napisane. Kaj? Torej se lahko zgodi umor. Orožje, ki je bilo uporabljeno, se lahko zavrže in odvrže ob avtocesti, v jezero, v smetnjak ali v kakšnem naključnem lokalu. To ne pomeni, da se umor ni zgodil. To ne pomeni, da umora ni mogoče dokazati. Stvar je v tem, da danes obstajajo dokazi, ki so prav tako dragoceni. V redu. Razumeš, kaj hočem povedati? Ja, v redu. In v teh 2 urah, odkar se pogovarjam s tabo, nimam takega občutka. Moje dojemanje tebe je, da nisi tisti tip, ki ne bi prevzel odgovornosti za nekaj. Govorila so o tem, kako si bil vzgojen, govorila so o tem, da si odraščal v cerkvi, ampak kaj pa tvoj oče? Si sledil očetu, kaj ne? Ja, bil je policist. Ja. Prav, tudi njega so preiskovali. Ja. Jaz sem se vozil v njegovem policijskem avtu, ko sem bil mlajši. Ja. Ali karkoli že je bilo. Kaj je pripeljalo do tega človeka? To je vse. Kaj je pripeljalo do česa? Da si ti zdan naredil, kar si naredil. Nisem naredil ničesar. Kaj? Mislim, pokaži mi. V redu. Pokaži mi nekaj. Pokaži mi nekaj. Ne, hočem videti sebe tam. In sebe, kako počnem nekaj, za kar vi trdite, da sem naredil. Hočem videti kaj takega. Kaj misliš s tem? Pravite, da so vedno kamere, vedno nekdo opazuje. To in ono. No, hočem videti nekaj, kar pokaže, da počnem to, za kar me obtožujete. Misliš kot kamera zunaj hiše? O čem govoriš? Hočem videti nekaj, kar pokaže, da nekaj počnem. To je tisto, kar hočem videti. Rogerjeva zgodba se bo spremenila. In to vam bom pokazal v trenutku. Detektivi med zaslišanjem ga vprašajo o oblačilih, ki jih je imel na sebi, ko so ga aretirali. Sem jih nosil za blackjack? Ja, ni nič narobe, če nosiš oblačila, mislim. Ampak če ni nobenega posnetka, dobesedno posnetka, na katerem bi karkoli počel, ker nisem ničesar počel. Če ni niti morilskega orožja, sem končal. Ni nobenega orožja, razen noža v avtu, ki bi ga lahko uporabili kot orožje. Ja, ampak moji prsni odtisi niso na njem. Ni tako, da bi imel kri. Ne, ni krvi na njem. Si ga uporabil? Zakaj si uporabil tisti nož? Nisem ga uporabil, pravzaprav sem ga očistil. Ker je bil umazan, bil je zarjavel. Bil je lep nož. Kje si dobil tisti nož? Tam, kjer sem živel. Živel sem v prikolici. Ampak ne, očistil sem ga in ni bilo veliko. To je samo ribiški nož, veš. In sem rezal ribiške vabe ali rezal vratove ribam, veš, da jih ubijem, ali karkoli, ali pa jih razrežem po trebuhu. To je samo ribiški nož. Ampak ja, ne, nisem nič kriv. Nikomur ne bi naredil ničesar takega. Veš, jaz imam rad ljudi, pika. Tudi vas imam rad. Ne razumite me narobe. Sploh me ne razumite narobe. Alex, naj te nekaj vprašam, človek. Če, recimo, hipotetično, predmeti v tvojem avtu, recimo, da bi imel nekaj krvi na sebi, ki bi prišla od doma. Če smo ugotovili, da je bil dom ranjen in ubit 5. avgusta, kaj bi rekel, če bi bila njena DNK, njena kri
na tvojih oblačilih. Bila je na mojih oblačilih? Ja. Ne bi rekel nič, ker je ne bi bilo. Nisem naredil ničesar. Ne bi imel razlage, zakaj bi bila tam. Ne, ker nisem naredil nič narobe. Po skoraj 3 urah zasliševanja Alex pravi, da nima nič s tem umorom. In prav tako izziva policijo, naj mu pokaže posnetek, kjer naj bi storil umor. Verjame tudi, da nimajo orožja, ne morejo ga obtožiti umora. Torej, Alex, prebral ti bom tvoje opozorilo o pravicah, ker je minilo že nekaj časa, odkar sva nazadnje govorila. Naslednji mesec so detektivi pripeljali Rogersa iz Kalifornije nazaj v Washington, da bi se soočil z obtožbami za umor. In med potjo, to imamo tudi na posnetku telesne kamere, ustavijo se pri nečem, kar je videti kot Starbucks. In Rogers ima novo zgodbo o tem, kaj se je zgodilo. Pravi, da je bil priča umoru Donna Petersa, vendar ga ni zagrešil on. Pravi, da je bil Svak tisti, ki je zabodel in ubil Donna Petersa, nato pa je nož obrnil nase. Videl sem ga v njegovi desni roki in presenetilo me je. To je skalpel. Tako. Z njim režeš ljudi za operacijo, kirurški skalpel. Ne vem, kako dolg je bil ročaj, ampak videl sem rezilo. Bilo je majhno, kot en palec, dolgo rezilo. Kako majhni so, da jih zdravniki uporabljajo za to. In bil sem kot, on je rekel, oprostite. In rekel sem, ja, v redu. Nisem vedel, kaj namerava. Veš? Torej, že prej mi je povedal, kaj včasih misli o življenju. Veš, življenje je za nič, pa to in ono. In tako je on. Don je bil pri njenem očetu. In to, kar je naredil, me je popolnoma osupnilo. Šel je za njo in prerezal ji je vrat. In obrnila se je. In, o moj bog, moje grlo. Začela je krvaveti povsod in potem, kar je naredil, se je obrnil, medtem ko je še vedno krvavela. Padela je na tla, ker je izgubila toliko krvi, tako hitro. Obrnil se je in si prerezal lastno grlo. In rekel sem, stari, kaj za vraga počneš? Resno? In rekel je, on je nameril tisto stvar vame. Rekel je, pojdi iz moje hiše. Torej na njegovi steni je majhna škatlica, to je škatlica za nujne primere. Pritisnil je gumb na tisti škatlici in je začela malo piskati, karkoli že počnejo. To je zvok za nujne primere. In iz škatlice se je oglasil glas, ki je rekel, kakšna je vaša nujna situacija? Karkoli že rečejo. In potem Dwayne reče, nekdo nas skuša ubiti. Do takrat mi je bilo že tako slabo, da sem bil pripravljen bruhati. Don je bil že mrtev. In rekel je, pojdi. Jaz sem rekel, ja, odhajam, jaz sem odšel v naglici. Rogers je rekel, da je pobegnil v Kalifornijo in da ni poklical policije, ker je vedel, da ga bodo obtožili umora, čeprav trdi, da tega ni storil. Tudi to je bila laž. Decembra 2025 je Alexander Lee Rogers priznal krivdo za umor Donna Petersa in poskus umora njenega svaka. Rogers je prejel približno 42 let zapora. Ob izreku kazni je bil star 51 let, zato bo v svojih 90-ih, če bo kdaj izpuščen iz zapora. To je vse za primer, ki ga je predstavil Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.